Najlepša hvala, Nina, najlepša hvala za povabilo v vselej to čudovito okolje Kranjske knjižnice. Dober večer tudi v mojem imenu. Andraž, dober večer tudi tebi. Na začetku midva se poznava že iz novinarskih časov, tako da upam, da nama ne boste zamerili, če se bova tikala in tudi na tak način vzpostavila malo bližnji odnos, kajti tudi o odnosih bomo govorili. Se na psihoanalizi človek tika s terapeutom ali vika? Je to sploh vprašanje? Ne, ni vprašanje, vika. Vika? To je že takoj določeno, če bi se tikal, bi šel preveč blizu. To je del settinga. Setting je v psihoanalizi ful pomemben in del settinga je vikanje. Kljub temu, da se terapeut pa klient vzpostavlja nek skupni mentalni prostor, v katerem se vzpostavi njun odnos in potem gre za izmenjavo v tem odnosu, ampak kljub temu mora biti neki distance. Ne? In vikanje je ena od teh stvari, ki to distanco vzpostavlja. Ne moreš iti s terapeutom recimo na kavo. In ko sem jaz osebno, ko sem začel hoditi na psihoanalizo, sem na prvi uri vprašal terapeuta, kdaj bova šla na kavo, pa je rekel, ne bova šla. Ne? To je bilo meni čudno, ker sem uletel v to čist nepripravljen, nisem se kaj dosti pozanimal o psihoanalizi prej, sem pač čist, nisem niti vedel tega. Drugo vprašanje, ki sem mu ga dal, je pa, a lahko snimam najne pogovore, ko hočem knjigo napisati. Takrat nisem še nobene napisal, je bilo še pred prvo in je bilo itak odgovor tudi ne. Tako da pol pa trajalo malo več časa, pa malo več ovinkov je bilo, pa sta pol prišle 2 knjige ven. Tako da sem mu hvaležen, da nisem smel snemati, ker mogoče ne bi nič dobrega vam prišlo, če bi to naredil. Zdaj, ko si končal, sta na kavo že šla? Ja, zdaj so pa že šla. Končal sem pred 1 letom s svojo osebno analizo. Ne samo, da so šla na kavo, tudi napisal je spremno besedo za Titovega sina. Tudi srečala sva se na enih teh odprtih seminarjih iz tega področja, tako da zdaj se stvari spreminjajo, ko se konča ta proces. Zdaj so že kar globoko zajadrali tudi na področje, kaj vse lahko človek z besedami odpre in kako pomembne so v kakšnem kontekstu, ampak da te najprej vprašam, Andraž, kako si? Mislim, zdaj nisem več utrujen, ampak sicer pa sem malo, ker se mi veliko stvari dogaja v življenju. Med temi stvarmi je... Ne bom vsega povedal. Ne? Nam boš kaj izdal recimo? Kakšen je bil tvoj teden, kakšen je tvoj december? Veliko hodiš naokoli in predstavljaš svojo knjigo? Veliko odgovarjaš na vprašanja? Ja. Mislim, zadnje čase, kar da sta jesen je bilo veliko teh dogodkov, sem vesel, uživam v soju teh žarometov, čeprav recimo včasih mi je bilo to nekaj nepredstavljivega, ko sem prvič imel prvo predstavitev, je bilo to nekaj najbolj groznega, sem bil tako nervozen, da tudi prej v življenju si nisem predstavljal, da bom to zmožen, zdaj pa sem, in tudi to so, zdaj navezujem na psihoanalizo, to so tudi rezultati, pač včasih, zdaj bom, jaz kar povem vire svoje knjige, pa bom kar povedal, da ta drugi lik, 2 pripovedovalca sta Klemen, je v prvem delu knjige dosti podoben meni, kot sem bil nekoč. Ni to moja zgodba, ampak ta neka nemoč, ta neka zatrtost njegove kreativnosti in tako naprej, dosti sem to iz sebe črpal, in tako da, ja, včasih ne bi bil zmožen tega, zdaj pa sem. Tudi Klemen je novinar, tudi Klemen se preizprašuje v svojem življenju in Klemenu pripoveduje Frank. Kdo je pa on? Frank je Frank. Ampak ja, Klemen je, mislim, verjetno je neki autofikcije v tem. Jaz v bistvu žanri nisem zelo na tim, se niti nočem z njimi kaj prav dosti ukvarjati. Nočem, da me omejujejo, niti se nočem pač to bolj drugi, ampak se mi zdi, da je kar neki autofikcije, neki biografskih stvari noter. Da govorim na vprašanje, pa kdo je Frank. Franka sem oblikoval po zgodbi mojega prijatelja Joca Podlesnika, ki ga danes tudi lahko vidite v zadnji vrsti na levi strani. Dober večer, Joc. Dober večer, Joc. Najprej sem napisal njegovo zgodbo za eno drugo knjigo, v kateri je zbranih 9 zgodb ljudi,
ki jih je sistem pustil na cedilu. Jaz sem napisal za tisto knjigo 3 zgodbe, ena od teh je bila Joceva in tam je vse dokumentarno popisano njegovo življenje, tudi kako se on bori za dezinstitucionalizacijo proti metodam psihiatrije, ki so povzročile njemu osebno pa tudi drugim veliko škode. In iz tega sem potem štartal, to sem vzel za osnovo. Nekatere stvari sem pustil enake, ker se mi je zdelo, da tiste najbolj krute stvari nekaj ostane, da bodo ljudje videli, kako je bilo. Pa šla pa malo tudi domišljija, pa vse skupaj šlo svojo pot. Nekako je bilo ključno to trenutek, ko se nisem več obremenjeval s tem, kaj je res pa kaj ni. Ker jaz izhajam iz novinarstva, iz dokumentaristike, tako da je bil to za mene nek preskok. In mi ni bilo pa več važno. Niti nisem več, potem, ko sem končal knjigo, niti nisem več vedel, kaj je res pa kaj ni. Jaz sem pač ustvaril neko novo realnost. Jaz te realnosti, ki je v knjigi, ji verjamem, zame je resnična, je v knjižnem, čeprav je tudi izmišljena. Tako da to je to. Zame je knjiga najbolj pomembna. Knjiga je moj Bog. No, zanimivo. Je torej tista, ki tebi zavezuje čevlje? To pa vsak lahko, ne boš se Miro Kentrić vprašati, kaj je naredila to naslovnico, ampak mislim, da vsakmu človeku, ampak mogoče Titovemu sinu zavezuje čevlje. Ne, to je zanimiva prispodoba. Kdo je tam zgoraj in tudi mogoče nek nadjaz, če greva v psihoanalizo. Prebrala sem, da prav dela Samire Kentrić, gotovo ste kakšno že videli, recimo tisto harmoniko z bodečo žico je bila zelo prepoznavna. V človeku že takoj, ne da bi sploh razmišljal, vzbudi nekaj v srčiki, neko doživljanje. In jaz mislim, da je tudi s tvojo knjigo podobno, ko jo bereš, se tebi nekaj zdrami in premišljuješ, morda ne takoj, ampak potem z zamikom, kot da bi bil tudi sam delček nekega procesa. To namerno privedeš bralca do tega, oziroma si o tem sploh razmišljal? Jaz mislim, da take moči nimam, da bi lahko vnaprej vedel, kaj bom bralca pripeljal. Malo se hecam. Jaz bi rad videl, da se bralk in bralcev dotakne, da jim odpira prostor razmišljanja. Zato so knjige, knjiga, ki ti ne odpira prostora razmišljanja, po moje, da ni dobra knjiga. Tako da, če si to omenila, je to že ful dober podatek in me veseli, da je tako, da ti je odprl nek prostor. Če želim vzpostavljati dialog, recimo med norostjo, med razumskim in nerazumskim delom. Dialog lahko obstaja samo, če ni hierarhije oziroma če jih rahlamo. Se je sveta čist brez hierarhije ni nikjer, ampak se moramo o tem spraševati in to rahlati. In če govorimo o nerazumskem pa razumskem, tle je ponavadi zelo velika hierarhija. Razumski v družbi, v političnem smislu, razumski del nadzira, zatira nerazumski del, ga ima za manj vrednega. Tudi, recimo, Foucault je pisal v zgodovini norosti, da duševna bolezen je nastala takrat, ko je prišlo do razcepa med razumskimi in nerazumskimi, ni bilo več dialoga med njim. Je bilo treba norce pospraviti v bolnice, nekam na obrobje jih, vse te grozne metode uporabljati. Tako da jaz se nekako za to zavzemam, da bi se dialogi vzpostavljali. Zdaj sem dal primer razumskega, ampak tudi nasplošno, v vseh sferah življenja, v družbi in tako naprej. In vedno poudarjam, da je brez oziroma s čim manj hierarhije. Tako da tako. Svet je cel spekter nas, oseb, odnosov in nekaj, kar je za nas normalno ali nenormalno, je lahko na drugi strani čisto drugače. Ampak dobro, knjiga Titov sin pripoveduje 2 zgodbi, ki jo pleteš. Ena je Frenkova, druga je Klemnova. Seveda se stikata v tem svojem svetu. Si pisal oboje vzporedno ali si vlekel eno nit, recimo Klemnovo, pa potem Frenkovo? Si kdaj vedel, kateri je kateri? Včasih se zazdi, da je mogoče celo vse skupaj samo ena oseba z več jazom. To mi je že več ljudi rekel. Mogoče bi lahko tako zaciklo, da na koncu ne bi bilo čisto jasno, ampak tega nisem naredil. Na koncu v bistvu dosti razkrijejo stvari. Imel sem strukturo že
že zelo na začetku sem vedel, kakšna bo struktura, ker je zelo različno v primerjavi s prvo knjigo, 3 spomini, tam nisem imel pojma, kako začeti, tako da sem začel z nekim 6. ali 7. poglavjem in sem pol sprot strukturo delal in sem sprot se učil. Ne. Zdaj sem nekako pri drugi knjigi sem imel že nekaj izkušenj in sem vnaprej vedel že približno število poglavij, strukturo, da bo najprej en pripovedovalec, pa pol drugi, pa da se bo pol to tam, ko pride do zapleta, malo spremenil. Tako da pisal sem, nisem posebej 2 niti vlekel, ampak sem pač prvo poglavje, drugo po vrst sem pisal, s tem, da ko sem pisal po vrst, se menjala pripovedovalca. Ne. Je pa malo za nalašč tako narejen, da čist na začetku še mogoče nisi bralče ni čist prepričan, kdo je zdaj ta drug pripovedovalec, lahko ga malo zamenja, ampak so notrene nekim podatki, ki kažejo na to, ne, kdo je drug pripovedovalec, ni pa še toliko očitno, ampak s časoma se pa razkrijejo. Ne. No in prej si mi omenil, da je pravzaprav cela knjiga narejena kot en psihoanalitski lok. Ja, to sem že pri prejšnjem odgovoru hotel povedati, da sem pozabil. Jaz imam, rad bi, da bi imela knjiga več plasti, in ko sem pisal, jaz pišem vedno z nekim namenom. Meni ni dovolj napisati lepo ali pa dobro zgodbo ali pa ne vem, kvalitetno zgodbo. Jaz bi rad, da ima še nek drug pomen. V bistvu hočem izrabiti literaturo, pa tudi sebe za odpiranje tem, ki se zdijo meni pomembne. In zdaj v tem loku, ki me sprašuješ, jaz tem upravljam psihoanalitični lok. Mislim, da to ni strokoven izraz, ne vem, sem si ga jaz spomnil, to ne vem, ampak podoben kot nek dramaturški lok, se predvsem pri drugem pripovedovalcu Klemnu, ki leži na psihoanalitičnem kavču, sem hotel pač pokazati, kako približno naj bi izgledal proces psihoanalize. In pač on tam leži, se mu stvari dogajajo, se ukvarja, ne vem, sanjami, svojimi doživeti, svojimi travmami in tako naprej. In medtem, ko ta zgodba, tudi z odnosom z drugim likom, s Frankom, in medtem, ko ta zgodba poteka, se vzad nekako izrisuje ta njegov, rekel, nek psihološko se on spreminja. In ta lok, na začetku je zelo nemočen, je tudi pokroviteljski do tega svojega drugega lika, misli, da se jezi na svet, moralizira in tako naprej. In ne more, ni sposoben iti prek nekih svojih mej. Sej hoče biti kao dober človek, pa to, ampak ni, je ujet. Počasi ugotovi se nekaj napišem, da ne obstaja, da nočem biti ne dober človek, nočem biti ne slab človek, hočem biti sam človek. Mogoče je to tudi eno cilj, mogoče je to katarza v psihoanalizi, ker sem rekel, da v psihoanalizi je katarza to, da je ni. Da je pač to, sam človek sem, pogledam se v gledalo, nimam več balasta, pač spucal sem se vzga balasta in to sem jaz. In jaz sem, kaj sem jaz? Jaz sem sočuten, jaz sem čustva. Jaz sem jezen, jaz sem nasilen, jaz sem zavisten, zdaj sam negativno govorim, ampak pač v spekter vse imam. In tako jaz kot vi vsi imamo. Pa je samo vprašanje, na kakšne načine grejo te stvari ven. In zdaj bolj se ukvarjaš s tem svojim norim delom, bolj postaješ razumen. Manj bodo te stvari bruhalne ven na nek slab način, ki bodo poškodovali tebe in druge. In to prav gotovo je tudi smisel literature na nek način. In zdaj sem zašel v tega loka, ga sploh nisem do konca pojasnil. Ja, povej nam še, kaj je na koncu tega loka. Ja, mislim, pol sledi nek zaplet. Pač, če ti hočeš to postati, kar jaz zdaj govorim, rabaš nekaj težkega, mora priti do te transferne nevroze. In jaz tudi sam, ker sem bil v psihoanalizi, včasih mislil, sem bil zmešal, jaz sem mislil, da sem padel čez rob, pa ne bom, včasih mi je bilo v službi grozen napisati eno vest, ker sem bil, ampak jaz sem bil to počel v varnem prostoru, ker sem imel kvalitetnega terapeuta in v resnici ni bilo te možnosti, da bom padel čez rob, ampak jaz sem se mogel soočati s tem, da sem
da sem pač šel skozi to in pač v knjigi je pa tako, da na točki, ko pride do zapleta, ko pride do zelo traumatičnega dogodka za tega Klemna, takrat te njegove najbolj temne stvari pridejo na dan, mu je grozen takrat. Te stvari sicer niso mogoče tako direktne, so mogoče malo latentne, ampak pride zavist, pride nasilje, pride agresija, ne na način, da bi on zdaj nekoga udaril ali pa ubil, ampak skozi občutke, skozi odnose z drugimi ljudmi se te stvari vidijo. To sem namerno napisal. In potem, ko se on sooči s tem, počasi začne predelovati, se mu začne odnosi spreminjati, recimo z mamo vzpostavi odnos in tudi neko družinsko skrivnost razkrijeta in on lahko s to družinsko skrivnostjo nekako živi. Prej ni bil sposoben je sploh misliti, ni bil sposoben se sploh dotakniti tega isto mama. Potem je počasi, spet sem po eni stvari iz psihoanalize, vsi imamo nemisljivi del in v psihoanalizi veliko nemislljivega dela postane misljivo. In to je, ko se to dogaja, imaš dosti občutka osvoboditve. Velikrat smo v stiski, smo nestrpni, cepetamo z nogam, ker bi radi nekaj povedali, nekaj izrazili, radi bi, da bi nas drugi razumeli, pa tega ne zmoremo. In meni se zdi, v psihoanalizi se to pri tem napreduješ. Skozi malo zahajam stran od te niti tega loka, gremo počasi proti cilju. No in potem, ko s to gre, z mamo to skrivnost skrijeta, tudi on potem dobi neko ljubezen, ki jo najde na področju norosti. Družba ima njega za normalnega, ni bil na psihiatriji, ampak v resnici ima ogromno norih delov in on v bistvu sam se upolnomočili potem, ko dejansko vstopi bolj konkretno na področje norosti, celo tako, da dobi partnerko tam. Pa se te stvari nekako razpletajo in na koncu v bistvu on rata opolnomočen, lahko živi sam s sabo, nekako tudi tega drugega lika, Franka, nekako lažje sprejme, kljub temu, da Frank svojih problemov ne more razrešiti, ker nima okolja za to, ker nima nobene podpore, ampak kljub temu lahko z njim ima nek odnos, ki je tudi kreativen, izpopolnjujoč in tako naprej, ampak nekatere stvari pa tudi niso možne. In takrat reče, kaj ni življenje hecno, nekaterim norost zmeša življenje, meni pa ga je uredila. Ja, in jaz bi rekel, da tudi se lahko tudi najdem v mojem realnem življenju, da mi je srečanje z norostjo, z mojo lastno in tudi z drugimi marsikaj dobrega prinesel. No in zdaj zadnji korak tega loka analitičnega pa je, da klientka ne potrebuje več terapeuta, ker ga ima v sebi. Po tolikih urah, če govorimo o svoji osebni terapiji, to je trajalo 9 let, okrog 1000 ur. To je pač ogromen in zelo pomembna je frekvenca, mora biti 3 do 4 na teden. No in potem na koncu on ne potrebuje več terapeuta, ga ima v sebi, ampak psihoanaliza se pa ne konča. Psihoanaliza moja bo trajala do konca življenja. Končal se je samo setting, psihoanalitični proces se je končal. Čutiš olajšanje? A zdaj v tem trenutku, ja, mislim, čutim se, da lahko handlam svoj life, ne čutim, da nimam problemov, ampak nekako se ne bojim živeti, tako. Ni okovov. Saj so tudi, saj tudi podobne stvari pridejo, podobnimi težavami se srečuješ, ampak ni katastrofe, nekako lahko živiš, nekako te ne zavre, tako, pa tudi tega terapeuta velikrat v sebi vidim, kako lahko iz različnih zornih kotov pogledam nase in včasih kar enostavno pustim, da grejo stvari naprej. Ne vedno, tudi jaz imam še vedno nemisljive dele vseb, sploh če si ne vzamem dovolj časa zase, če je hiter ritem, tako kot ga imam zadnje čase in grem dirkam gor pa dol in je to težko, ampak čutim pa, da imam to orodje, da sem to zmožen narediti. Še več, mogoče boš tudi ti postal terapeut. Ja, to je še dosti oddaljeno, ampak ena opcija je tudi to je. Zdaj sem sicer sem se vpisal na magisterij na socialno delo, na fakulteto za socialno delo, ampak en od srednjeročnih planov je pa tudi to, da bi mogoče
vstopil tudi v izobraževanje za psihoanalitičnega psihoterapeuta, ampak bomo videli, no, kako bo šlo, ker imam res zelo razpršeno to stvari, ki jih počnem. Andraž, iskren si. Tudi na začetku mi je rekel, Mojca, lahko me vprašaš karkoli. Iskren si tudi v knjigi. Pravzaprav lahko bralec nekako spozna tudi kakšno tvojo bolečino vmes. Recimo, ko preberemo, veste, kako težko je bilo mojima prijateljema, pesniku iz Sirije, Mohamedu in predvsem mojemu nekdanjemu novinarskemu kolegu Andražu. To pripoveduje Klemena. Ne? Popolno zlitje, ki sta ga doživela v pisanju knjige, sta oba nujno potrebovala, da sta splezala vsak iz svojega brezna, a nihče od njiju ni pomislil na stranske učinke. Ko je Andraž začel izstopati iz iluzije, ki se ji reče pisanje prvenca, je začel izgubljati samega sebe. Tukaj pokukamo nenavadno kar malce v pisca in v to, kar se mu je dogajalo. Kako je bilo pa zdaj s to knjigo, no? Da preskočiva recimo od 3 spominov do tega, si se uspel, kako že to gre v psihoanalizi oziroma psihoterapiji ustrezno razločiti od subjekt-objekt? Ja, mislim, to, kar si zdaj prebrala, včasih si tega ne bi upal napisati, sploh ne bi upal sebe omenjati. Zdaj sem pa v bistvu sploh ne vem točno, zakaj sem to napisal. Vem, da sem hotel narediti malo sebe skizofrenga, hotel sem pokazati norost, ta neko uliko temu drugemu in pa tudi meni. Sem sebe v bistvu hotel izpostaviti na ta način, po drugi strani sem pa mogoče hotel malo zamegliti, kdo je kdo. Ne? Mogoče tudi malo iz strahu, da ne bi ljudje preveč mislili, da sem pa to jaz. Ne? Tako da mešal se ful enih različnih stvari. To, da sem, kot praviš, lahko iskren, zdaj trudim se biti, ne vem, koliko sem, ampak upam si to spet. Ne? Jaz včasih nisem upal take stvari pisane. Zdaj, ker imam to za sabo, to izkušnjo tako, kot jo imam, lahko to delam, lahko mi ni noben problem več to delati. Tako da ni pa to kar tako, pač ful dolg proces je bil potreben, da sem bil tega sposoben. Malo se že ponavljam, se mi zdi, glede tega razmejitve z drugo osebo. Ja, mislim, lažje je bilo kot pri prvi. No? To, kar sem tle omenil glede Mohameda iz prve knjige, to je bil eden, tudi v analizi, ker sem eden od težkih trenutkov je bil, ko so se mi neki ideali porušali in sem mogel to en del svoje hiše na novo zgraditi notranje in mogoče sem tudi zaradi tega to omenil. Tle pa se mi je zdel lažje. No? Mogoče tudi zaradi tega, ker sem se ločil od dejanskega človeka, kljub temu, da sva z Jocem frenda in se družba, ampak pri pisanju sem se po bistvu sem si rekel, ni treba, da lahko tudi svojo domišljijo uporabim. No. Tako da nekako se mi zdi, da je bilo lažje. Sicer si pa zdaj še v tem procesu, ko govorimo. Ja, v tej knjigi je še zelo živa. Ne? Mogoče čez nekaj let vprašam, kako si se ločil od Titovega sina. Ja, mislim, vmes je bilo treba tudi kakšno mejo postaviti, a ne Joc. Ga bomo potem malce povprašali. Malo sem tako sam, ne vem točno, a govorimo o literaturi, a govorimo o svojem življenju včasih, pa Kar v obojem, ne? Oboje stapljamo, ne? Je jasno, da Andraž piše tako, da se vsi najdemo in da vsak najde v tem svoje življenje. Ravno včeraj sem se pogovarjala z doktorjem Evgenom Bavčarjem, svetovno znanim filozofom, ki ga zelo zanima tudi psihoanaliza in rekel mi je, Mojca, veš, in slep je. In je rekel, veš, mislim, da bi bili slepi ljudje res izjemni psihoterapeuti, psihoanalitiki in sem se spomnila seveda na tvojo knjigo, ker o njej veliko razmišljam, ker znajo na drugačen način poslušati človeka, zaznati vse vibracije njegovih čustev in tako naprej. Se znamo poslušati, kakšne imaš kaj izkušnje, Andraž, dan danes v današnji družbi? Težko je poslušati. Težko je poslušati. Mislim, zato si moraš čas vzeti. Mislim, meni reče včasih, da to, kar jaz pišem, je v bistvu poslušanje. Prvi knjigi sploh ne je bilo ogromno intervjuja in jaz sem Mohameda poslušal in sem, čeprav tudi jaz včasih ne znam poslušati. Tudi meni se zgodi, da imam en primer nedaven v mislih, ko sem premalo poslušal, ko sem bil premalo pozoren do druge osebe.
Tako da ni tako lahko. No. Je pa ta nek setting, ki je pomemben, če se mi čas vzamemo, pa ta kapitalističen način življenja, ko ljudje delajo po 28 ur na dan in nimajo časa za nič, je zelo slab za to. No. In tudi to je politično. Ne. Dajmo se rajš poslušati pa pogovarjati, ne toliko delati. Moramo manj delati, moramo manj služiti delodajalcev, manj moramo služiti kapitalistu. Dajmo ustvarjati svoje prostore, dajmo zahtevati, da zapišemo pravico do lenobe v ustavo. Dajmo sanjati, dajmo misliti nekaj drugega. Ne? Lenoba in lenarjenje je gotovo fenomen, ampak kje najprej začnemo? Pri družbi ali pri sebi? Kdaj si lahko rečemo, zdaj učitam, v kakšnem ustroju živim, sam pa ne naredim nič. Vse si lahko vzamem 8 ur pauze, če hočem. Ne morem, ker ne boš plače dobila pol. Vedno mora biti kritika usmerjena v sistem, ne v človeka. In sistem je treba rahljati in ga rušiti. In vzpostavljati alternative, nove stvari. Pri tem so izjemno pomembni avtonomni prostori, ki jih imam jaz zelo rad, ker tam je možno misliti drugačne stvari, tam je možno izven teh hierarhičnih, izven okvirov oblasti delovati. Zaradi tega se oblast tega boji. Ne? In zaradi tega ponavadi hoče zrušiti take prostore. Poznamo Roko v Ljubljani, poznamo Plec v Ljubljani. Tako da... Kdaj je lahko človek ujetnik svojega upora? Ja, kdaj ga lahko ta upor, namesto da mu odpira svobodo, omejuje? To je dobro vprašanje, ki bi mogoče rabo nekaj časa, da razmislim, ampak kadar je upor mogoče sam sebi namen, kadar je edini namen to, da zdravi neke tvoje zadeve, pozabiš pa na širši kontekst. Ne? Moraš prej spraševati to, po mojem. Zdaj, to je odgovor na prvo žogo, ker nisem razmišljal toliko o tem, ampak sigurno je to lahko problem. Ja. Ampak kljub vsemu upor mora biti pa, je pa fajn, da zraven premišljuješ in da ves čas reflektiraš. Kdo je večji upornik, Klemen ali Frank? Ne vem. Ne vem, kdo je večji upornik. Plešeš salso? Vprašanje, kaj je... Kaj je upor? Ja, točno, kaj je upor. Mislim, misel je lahko upor. Ne? Ko sem bil v Palestini, ne, v Nablusu, to je mesto, kjer so imeli grozne napade od strani Izraelcev in je tam, mislim, tega upora dejanskega je zelo malo možno, njihov prostor je zmanjšan na minimum. Ne? In je rekel, upor je to, da se zdaj mi dva pogovarjava, en domačin tam, ne, upor, ti si prišel sem in mi se zdaj pogovarjava, meni je to pomemben, mi se povezovanje med ljudmi, to je upor, ne, upor je lahko marsikaj, ne, in to nekaj se rekel, v takih primerih gotovo nisi ujetnik svojega upora, ne, upor je razmišljanje, pač, ne, ampak tudi dejanske stvari, ne, včasih je treba kralju odsekati glavo. No, zanimivo. Odpeljal si me s plesišča, ampak prej vmes sem te pa vprašala, ja, če plešeš salso. V bistvu ne, čeprav to, kar zaradi česa me sprašuješ, v resnici ni toliko salsa, ampak je bačata. A, bačata na plesišču, pleše pa Klemen, ne? Frank pleše. Ja. Sam nisi plesal bačate? Ne pa bačate. Aha. No, vidiš, kako hitro človek več ne ve, kdo je. Bačata pa merengue. No. A ti še razkrijem kakšno stvar iz knjige, ker sem se nekaj spomnil prevzaj s tem. Pa mi daj. Zakaj pač? No, dajem stvari, ki jih poznam. Ne samo zato, ki jih poznam, ampak kar neka sila mi reče, da je nekaj, ki mi tako še kar pomeni. No, in jaz sem na koncu se pojavil en DJ, spomniš? No, jaz sem bil včasih nisem bil glik DJ, no, ampak imeli smo žurke v Rogu in so rekli, da ti poznaš malo latino muziko, pa to boš malo vrtil. No, in pa sem jaz neke te stvari vrtel in sem
pač te stvari uporabil noter. Ja, tako zelo lepo premišljeno jih dozira, ne? Da človek več ne ve, kaj je, ampak je. V bistvu sem mogoče hotel narediti nek spomin, tudi čisto egoistično, sam za mene, enkrat, ko bom star, da bom takrat, ko bom že imel to moč, da spet preberem svojo knjigo, da bom lahko rekel, se pa tudi malo spomnil teh časov. Kako je bilo takrat. Ja. Sicer pa še eno misel bom prebrala iz knjige. Vsi se sprašujemo, ne, kje smo, kam gremo, upam, da se sprašujemo, oziroma se bomo po tem večeru verjetno še malo bolj. Ljudje z duševnimi stiskami so povsod, vendar so tisti, ki imajo diagnozo in zraven še kakšno drugo težavo, velikokrat obsojeni na druženje le drug z drugim. Čeprav niso zaprti v ustanovi, je svet tam zunaj zanje težko dosegljiv ali nedosegljiv. Veliko poudarjaš, oziroma ta ideja deinstitucionalizacije je zelo močna. Pa bom kar konkretno vprašala, v Italiji, ne, že pri sosedih imajo, mislim, da tam od konca 70-ih let zelo močno idejo, da sploh več nimajo psihiatričnih klinik. Ne? In tam si tudi bil, ne? Si raziskoval, si se pogovarjal z njimi. Kako je s tem, povej nam? Ja, najbolj nenavadno bi bilo to, ne, jaz sem šel delati reportažo v Park Svetega Ivana v Trst, tam je bila včasih norišnica, tako velik stav prej, tako na hard norišnica. In sem šel delati reportažo in sem iskal malo v slovenskih medijih, kaj je bilo napisano, nisem najdel nič. Praktično nič, ne. To je bilo pa v 70-ih letih že, ne. V 70-ih letih, povedal malo celo zgodbo, mislim, ne celo, mogoče malo, ker cela bi bila predolga. Mi je prišel tja Franco Basaglia, ne, on je najprej poskusil to narediti v Gorici. V Gorici ni bilo toliko politične podpore, v italijanski Gorici je šel v Trst in je tam nekako izpeljal psihiatrično revolucijo oziroma demokratična psihiatrija se temu reče. In on je prišel tja, dobesedno je odprl vrata in slekel belo haljo. Norci so prišli ven, ne, in potem se je bilo treba ukvarjati z ljudmi, treba je bilo vzpostaviti službe, nek sistem, ki pa je potem postal tak, da so ustanovili par centrov za duševno zdravje, vse bazira na prostovoljni ravni, ustanovili so zadruge, kjer se ljudje izobražujejo in delajo. To so resne službe, ne tako kot pri nas, ki tam neki dajo jim smišnike se sestavljati, pa pol plačajo na 1 evro na uro in v bistvu izkoriščajo delovno silo v naših VDC-jih. To ni tako, tam ljudje delajo in so pač plačani za svoje delo. In zdaj, ko sem delal reportažo, sem dobil podatek, da nekih 30 milijonov na leto je income teh korporacij. V glavnem spostavili so tak sistem, tudi te mobilne službe, mislim, da ne, da pridejo k ljudem domov, če potrebujejo podporo. In leta 1979 je potem Italija sprejela zakon, da je potrebno zapreti vse tovrstne institucije, ne, vse norišnice, vse zavode, kot jih pri nas poznamo, vse psihiatrične bolnice tudi. In to jim je uspelo, ne. V Trstu danes, jaz bom govoril bolj na Trst, ker Trst je, ta Furlanija Julijska krajina je najboljš, imajo ta sistem najboljš razvit. Ne. Zakon velja za celo Italijo, ampak tle je najboljš razvit in je primer za cel svet. In v glavnem oni so vse to ukinili, mislim, da so tudi forenzično bolnico, da tudi tega ni več. Edino, kar je ostalo v splošni bolnici, imajo, mislim, da 6 mest za ljudi, ki imajo res neko zelo akutno krizo, da par dni tam prespijo. Ne. Drugače pa vse bolj ali manj na prostovoljni ravni. In to deluje, ne. Tudi odnos okolice. Ne. Jaz par ljudi poznam iz Trsta, za njih je to čist nekaj drugega, če nekoga, ki ima take, ne vem, če ima kakšen izpad na cesti ali pa kaj takega, se drugače obnaša, kot se pri nas, ki nimamo te zgodovinske izkušnje, tudi vejo, kako mu pomagati, vejo, kam se obrniti, ne. In zelo ponosni so na to, na ta svoj sistem. Tako da mogoče bi lahko še kaj povedal, ampak mogoče za enkrat to. V glavnem, iz Trsta, iz tržaške izkušnje se je treba učiti in tudi v Sloveniji, ki se zdaj naj bi prišlo do zaprtja vsaj enega zavoda v Dutovljah, se zelo zgledujejo po tržaški izkušnji. No, tako da upajmo, da bo prišlo vsaj do zaprtja vsaj enega zavoda, da bomo imeli pol primer tudi v Sloveniji za naprej.
in do dezinstitucionalizacije pa ni prišlo samo v Italiji, je prišlo po Na Češkem. Na Češkem, recimo, ja, tam so nekih 30-40 zavodov so zaprli, v Angliji, recimo, samo da tam je bil način drugačen, v skandinavskih državah, marsikje, celo v Moldaviji se spomnim enega dobrega primera. Ne. Tako da mi smo tle kar med slabšimi državami v Evropi, no. Tako da tle bi bilo treba nekaj narediti. Počasi, ne, korak za korakom, ampak se mi pa vendarle zdi, da se v družbi vedno več govori o pomenu duševnega zdravja in tudi ni več tak tabu, da kdo reče, nisem dobro, ne, mogoče je že to korak naprej. Še drugo vprašanje, ki se odpira, je pa vprašanje regulacije psihoterapije. Ne? To pa je vprašanje, ki ga bodo strokovnjaki pokimali. Ne? Kdo je zdaj lahko psihoterapevt? So to lahko vsi? Sploh, ko si tam nekje sredi tistega loka, ko si najbolj ranljiv, ko najbolj gledaš v to svoje globoko črno breznjo in se srečuješ s svojimi najhujšimi stiskami, te ne sme pustiti tam na plano, ker je to lahko zelo nevarno zate. Ne? Tako da mogoče ta knjiga odpira tudi to vprašanje. Kako gledaš na to? Tudi želim tudi o tem govoriti. Ja. Mislim, če gledamo zakonodajo, si lahko ti terapeutka, pa jaz tudi terapeut, čeprav nimava podlage za to. Ne, pač vsaka vedeževalka je lahko terapeut. Danes nimamo nobene regulacije, nimamo zakona o tem. Deluje roka prostega trga, ne, ki je naredila že toliko škode v zgodovini človeštva in jo dela tudi v tem primeru. Absolutno bilo, mislim, ni sploh znano. Če greš na Google, ne, boš najdla cel kup enih terapij, pa enih terapeutov in če nisi podkovana v tem, ne boš vedela, kaj je kaj. Ni jasno, vsaj nekemu običajnemu uporabniku ni jasno, kakšni so kriteriji, kakšne so razlike med terapijami, kaj tiste reference, ki so tam navedene, ne, ker na vrata se vsak lahko nalima ful enih referenc. Jaz nimam pojma, kaj te reference pomenijo. Stalno je pričakovano, da je veliko ljudi razočaranih. Jaz poznam ljudi, ki imajo slabe izkušnje s psihoterapijami, ne? In to tudi dosti negativno slabo luč meče tudi na tiste, ki pa so kvalitetne. Ne? Jaz nisem razsodnik, kaj je kvalitetno, pa kaj ni. Jaz lahko sami svoje izkušnje povem, da kaj je kvalitetno, pač kaj je dobro zdaj za druge, ne vem. Ampak vidim pa, da po izkušnjah drugih ljudi, po spremljanju malo medijev in tega, pa po pogovorih, ker malo sem tudi na tej sceni, da je to zelo velika problematika in tudi to, da ni zelo malo tega vključenega v zdravstveni sistem. Na napotnico je, ne vem, nek minorna, neka minorna številka, koliko lahko ljudi dobijo te terapije. Ne? In so spet pa razrednem vprašanju. Ne? Nekdo si lahko prvoš analizo, ne? Ali pa psihoterapijo, revni si pa tega ne morejo prvošati. Ne? Jaz recimo pač sem nekako lahko, sem bil na meji, ampak ker sem imel zelo veliko željo in ker sem imel razumevajočega terapeuta, on mi je vedno govoril, bistvena je želja. Če imate vi željo, se bo že neka rešitev našla. Ne? Zdaj, če bi moj prihodek nič evrov, se tudi ne bi mogla najti, ne? Ampak sem imel nek prihodek in sva speljala. Ta želja je pri meni res izjemno močna. Niti enkrat nisem pomislil, da bi končal, da bi obupal vedno. Tudi včasih sem se zbudil ob 6 zjutraj, da sem šel lahko pred službo v terapijo. No? In to, pač, zdaj sem spet, jaz malo skačem, tudi to je malo asociativno, to imam tudi iz te terapije. Razredni kontekst je vedno zelo pomemben in ko začnem razmišljati recimo o knjigi ali po drugih temah, vedno je prvorazredni kontekst, vedno je to okvir, ki ga ne moreš spregledati, ker če ga že na začetku narediš napako in boš šel v neke boš delal napake, siguren sem, da boš delal napake, če razrednega vidika ne upoštevaš. Ampak prej je to šele začetek razmišljanja, potem grem pa naprej, potem pa hočem kopati čim globlje. No? In ta razredni vidik je ful pomemben, ko govorimo o teh terapijah in bi bilo treba začeti vzpostavljati nek sistem, kjer bi imeli več ljudi dostopa do tega. No? Ravno to sem želela vprašati, če govoriš o dostopnosti, o možnosti, da sploh pridejo do tega. Ne? Ja, mislim, večina ljudi ne pride, oziroma še večja večina pa ne pride do primernih praks. Ne? Ne?
Tako da, ratala je tako dosti pop, psihoterapija ratala zelo pop, ne pač zdaj že vsak te drug, ne samo da vsak te drug hod na terapijo, že vsak te drug je terapeut, malo se hecam. No. Ampak ja, sej, to debato smo pravzaprav zdaj le odprla. Omenil si želje. Želje so pomembne v človekovem življenju, tudi da prepoznam, kdo je in kaj hoče. Kakšne želje imaš ti zdaj zase, recimo? Ne vem. Glede knjig bi rad naslednjo knjigo. Že pišeš? Ja, mislim, prav pišem, ne, ampak malo delam na tem. Ja. Zdaj mislim pisati o izbrisu. Se mi zdi, da po tolikih letih je treba še vedno, je treba z distance časovne nekaj napisati. No. Tako da zaenkrat sem bolj še v fazi delanja intervjujev. Tako da, ja, to bi rad, no. Nikoli pa ne vem, a mi bo ratalo, no. Upam, da mi bo. Drugače pa nič hočem živeti naprej, biti kreativen in ne vem, ne bi zdaj prav nekih konkretnih želja, novoletnih želja, pa to ne vem, če bi. Ja. Imaš rada prednovoletni čas, decembrski čas, ali je to zate samo lučke in potrošnja? Mislim, tiste lučke v Ljubljani bilo treba izštekati, štekar pa napeljati elektriko ljudem, da bi manj plačali elektrike. Pa če že 100.000 evrov zapravljajo za to, ne pač to elektriko raje napeljajo ljudem. Pač to je brez veze za mene. Dobro, če bile 2 lučke še v redu, ne pa da jih je 10.000 milijonov. Ne, tako da meni čas ne pomeni nič. Pač raje vidim, da ni mraz, da je toplo, tako da je mogoče polet boljše, ampak meni to ni važno. Meni se je rok vedno fajn. Kaj pa darila? A če jih dobim, rad. Ali pa daš? Ne vem. Ja, Jocu dam premalo daril, ne. Joc bi rad videl, da bi... No, tako da... Ko so že pri decembru, mogoče bi vseeno omenila, ker gre tudi za duševno zdravje, za duševno dobrobit, pa se o tem tudi veliko zdaj pogovarjamo, čeprav velja, to je pa osamljenost. In vem, prav izpisala sem si jim na začetku, ko Klemen pravi, včasih imam občutek, da ni nikjer nikogar in da sem na vsem svetu povsem sam. Zdaj, da si lahko dobro sam s sabo, se mi zdi kar lepa stvar, ne? Osamljenost je pa nekaj drugega, če si obkrožen z drugimi, pa osamljen, recimo. Kako razmišljaš o tem? Si ti rad sam? Ponovadi sem obkrožen z ljudmi v resnici, ampak ja, rad sem tudi sam. Ja. Zdaj, kaj je osamljenost? Ja, tako si rekla, lahko si obkrožen z ljudmi, pa si osamljen. Ja. Pač, mogoče smo spet pri tem, da če imaš dialog z drugimi ljudmi, pa če je možna izmenjava, boš manj osamljen, pa če tega ne bo. In tudi, če imaš veliko ljudi okrog sebe, je možno, da tega ni, da ni te izmenjave. Tako da treba vzpostavljati odnose med ljudmi, treba vzpostavljati dialog, ne hierarhij. To sem že omenil, da ne. Tako da na tak način, no, zdaj kaj sem. Ja, na koncu te pozabijo, ampak tebe pa mene novijo, ko imamo knjigo. Saj lahko mogoče izkoristim, že omenil si, ne, da je danes nocoj med nami nekdo, ki si mu posvetil knjigo. Kdaj sta se z Jocem spoznala? A povem jaz povedal? Joc, vam lahko predamo mikrofon, pa boste vi povedali, kdaj ste spoznali Andraža in kako ste pa vi doživljali to svojo zgodbo. Aha, boste prišli kar sem. Joc Podlesnik, ki mu je posvečena knjiga Titov sin. Dober večer in najprej hvala za rožico, vidite. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Ja, tega tipa sem srečal na fuzbalu. Tole je tudi. A je to kaj tole? Za svetovni dan duševnega zdravja. Takrat imam drug rojsten dan. In hvala za knjigo. Fuzbal igram bolj kot on, čeprav je bil velik talent. To je res, to je res. Je bil velik talent. Pol sem pa... Krive noge, kaj bil na sod prevezan. To je res, pol sem me premamle kafane, pa cigareti, pa pijače. Meni so pa pijača. karijera ukradla. Ta norost mi je karijera ukradla.
Jaz bi bil vreten ne tlele, pa imel v žepu, da bi kupil pol krana. Ampak pustimo to. Drugače je lepo. To je bila ena od stiganj, to je bila ena od stiganj, ki si jih doživel, pa zato, ker si bil hospitaliziran v psihiatrični bolnici, so rekli, ti ne smeš igrati fuzbala, ker si nor, ne? Ja, Vse to lahko povemo. sem prišel domov iz Pola, pridem v klub nazaj, prej sem bil kapetan mladinske ekipe, lahko se pohvalimo, ne? Mi smo bili državni prvaki v Jugoslaviji leta 1975. Prelogar, Domadenik, Kosmač, oče od Roka Kosmača je bil golman, ki ga je Hajduk šlato, Domadenika je Hajduk šlato, Prelogar je naredil kariero v Avstriji, prvi Slovenec v Celovcu, avstrijska prva liga. Ne, sam hočem povedati, a lahko povem, vse smo samo o tebi govorili. Nam pusti mi malo svojih 5 minut, vse si govoril, lahko kcajte si govoril. A vidiš, kako si egoističen? To imamo vse. Tudi jaz sem egoističen. Ampak jaz podam, veš žogo. Ti pa na gol strelaš. Pa ponavadi fališ. Ponavadi me niti ne rata ustreliti. Ja, imaš krive noge. Se bavam. V glavnem, ja, prišel sem domov in so rekli v klubu, odstavno so vrata, slabo vplivaš na mlajše selekcije. Sem rekel, kako, sem sploh videl niso. Litija je majhna, vse veš, da se govori. Sem rekel, in? Zdravnik ti ne bo potrdil kartona. On je bil pa šef upravnega odbora, predsednik kluba, ki je bil direktor 30 let predilnice Litija, kjer je moja mama delala, ki je prišla z Nemčije. Je rekel, jaz ne morem pomagati, on je šef upravnega odbora. Tako da, Stigma. A ste prebrali knjigo? To me zanima. ja, ne še celo. Ne še celo. Počasi, ne? Zlagamo. Tako skačem, malo sem pri Mariji, malo sem tam, malo sem tle. Šizofrena v glavnem. Najlepša hvala, da ste prišli in malce poklepetali z nami. To so te dialogi, ne, ki se odpirajo. Ja. Iskreni in pa tudi življenjske izkušnje. Ko smo že pri dialogih, da vprašam še vas, imate kakšno vprašanje, kakšno misel, ki se vam je utrnila, če ste knjigo že prebrali ali pa če si bi jo, upam, da še želeli, če vam je odprla kakšno zanimanje, če bi tudi vi, Andraža, kaj povprašali, je zdaj pravi trenutek za to. Kdo bo začel? To je vedno tisto. Ne vsi naenkrat. Ne vsi naenkrat, tista napetost, da človek se upogumi. Tudi pogum je. Se meni tudi včasih stiska, ker sem na drugi strani. Če sploh, če je bila kakšna tiskovna konferenca, pa nisem nič vprašal, sem rekel, pa se si novinar valoš nekaj vprašal, jaz pa nič. Tako da razumem stisko. Mislim, probam razumeti. Ampak ne bo spravljala ljudi v stisko. Je mogoče kakšno vprašanje? Kdo prebral knjigo, pa bi kaj povedal o tem, kako jo je recimo doživljal sam pri sebi? Je kdo kdaj razmišljal o vseh teh temah? Je to težko? Ja?